boj. Pa še vaga. Pa smo zadeva, ajde. Se je že nora. Videl to legat. Ja. Kaj bolje potegni zdaj. Največji izzivi, ki jih pričakujem, so predvsem povezani s transportom. To se pravi z logistiko dela na tej višini, to se pravi transportom materiala, strojev in personala. Tukaj smo neskončno hvaležni Slovenski vojski, ki nam je priskočila na pomoč. Verjetno pa samo Slovenska vojska ne bo dovolj in bo potrebno angažirati tudi Tukaj delo poteka s kolegom vojakom, delava 10-dnevne turnuse, se menjamo. Prostori so taki, ki so, stari so čez 40 let, precej dotrajano. Predvsem sodobne komunikacije so problem. Problem so napajanje, ker se stvari kvarijo. Aha, na ovu stranu. Spoštovani minister za obrambo, magister Borut Sajovic, minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jukerše, načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje, magister Jože Knez. Ostali cenjeni gostje in predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na ne povsem običajnem kraju, na ne povsem običajnem dogodku in v ne povsem običajni družbi. Pa kar takoj poglejmo še v ne povsem običajni dnevnik meteorološkega opazovalca, ki je na Kredarici preživel skupno kar 3 mesece. Vstopili bomo v četrtek, 23. decembra leta 1954. V povsem prve mesece delovanja Visokogorskega podnebnega observatorija na Kredarici.
Ta dan sem prvič tako sam od vsakega človeka, od vsakega naselja. Edina sreča, da preko sprejemnika slišim vsaj Radio Ljubljana. To so edini civilizirani glasovi. Sicer tuli samo veter okoli koče in to ne s kakšnim pohlevnim glasom, ampak s korajžo, kot bi čutil, da je v teh višavah on gospodar in ne ubogi človek, ki se je pretepel v njegovo kraljestvo. Tuli in stresa, da trepeta koča in ječijo vrvi, s katerimi je pritrjena. Postelje se tresajo, kot da bi se vozile preko parnika čez Atlantik v viharju. Danes nisem nič kuhal. Na noč se je veter toliko umiril, da sem lahko zaspal. Po noči, ob 3:30 me je zopet zbudil ta veter. Premetaval sem se po posteli in čakal 7 ure, ko sem moral spet na odčitavanje podatkov. To so besede profesorja Andreja Hočevarja, enega iz ekipe prvih opazovalcev na Kredarici, ki je imel nalogo, da je opazovanje opravljal v času Božiča pred več kot 70 leti. Od tedaj se opazovanja izvajajo neprekinjeno in še se bodo izvajala v še boljših pogojih za opazovalce. Zato danes tu skupaj polagamo temeljni kamen za prenovo podnebnega observatorija na Kredarici, in sicer v sodelovanju 2 ministrstev Republike Slovenije. Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za obrambo, saj bosta to delovno okolje še naprej skupaj uporabljali Agencija Republike Slovenije za okolje in Slovenska vojska, ki v najvišje ležeči slovenski pisarni sodelujeta že skoraj 20 let. Zakaj je tako zelo pomembno, da v takšni zasedbi meritve tu nadaljujejo in zakaj želimo poskrbeti kar najboljše pogoje za delo, bo povedal gostitelj današnjega dogodka, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje, magister Jože Knez. Spoštovana ministra, spoštovani načelnik generalnega štaba Slovenske vojske, kolega direktor, spoštovana predstavnica Evropske komisije in vsi drugi gostje. Res mi je današnji dogodek v veliko veselje. Pravzaprav ne gre za en sam dogodek, danes imamo kar 3 dogodke na enem dogodku, in sicer slavnostni podpis dogovora o sodelovanju med Agencijo za okolje in Slovensko vojsko, ki ga bo podpisala ministra o sodelovanju pri obnovi tega meteorološkega observatorija. Svečano bomo danes tukaj položili oziroma odgrnili temeljni kamen novega bodočega observatorija. Gradnja se bo že začela že predvidoma ta teden. Današnji slavnostni dogodek pa tudi izkoriščava s kolegom direktorjem Uprave za zaščito in reševanje, da podpiševa medsebojni sporazum o sodelovanju med Arsom in Upravo za zaščito in reševanje. Vemo, da je kočo na Kredarici postavil Jako Paljaš že daljnega leta 1896, takrat mu je nemško planinsko društvo, ko je postavljal stolp na vrhu Triglava, prepovedalo oziroma oteževalo uporabo takratne nemške koče, ki je zdaj na mestu današnje Staničeve koče. Ampak zakaj je to pomembno za današnji dogodek? Namreč že naslednje leto, leta 1897, se tukaj izvajajo prve meteorološke meritve in to prav tukaj, torej v prostorih Slovenskega planinskega društva. Dolga leta so te podatki veljali za izgubljene in smo jih v preteklih letih našli na Dunajskih arhivih in se bodo tudi zdaj s pomočjo projekta Sovir, katerega del je tudi danes ta prenova prostorov, tudi digitalizirali, da jih bomo lahko uporabljali. Zadnji znani podatki so potem tudi med časom do leta 12, potem pa spet med časom med obema vojnama, vendar so se te meritve izvajale samo v poletnih mesecih, ko je bila koča odprta. Od leta 1954 pa tukaj imamo stalno posadko brez predaha, brez prekinitve in tudi meritve se izvajajo torej poleti po zimi in po dnevi in po noči. Torej imamo izredno dolg niz in smo ravno torej praznujemo 70-letnico tega neprestanega opazovanja. Leta 1994 je bila tukaj postavljena še avtomatska merilna postaja, ki veliko pomaga kolegom meteorološkim opazovalcem. Letos pa mineva tudi natanko 20 let, odkar to službo, to nalogo uporabljamo skupaj s Slovensko vojsko. In sicer
tukaj gor sta zadnjih 20 let vedno v paru predstavnik Slovenske vojske in pa predstavnik Agencije za okolje. In tukaj je res neka zanimivost, namreč to sodelovanje med Agencijo za okolje in Slovensko vojsko je specifično, ker ne gre samo za sodelovanje pri upravljanju različnih nalog, ampak mi pravzaprav tukaj upravljamo enake naloge in se celo delimo pisarne, lahko rečemo samo, da je uniforma dostikrat različna. In to sodelovanje Slovenska vojska tukaj pravzaprav ni edini takšen primer, podobno sodelujemo tudi na letališču Cerklje ob Krki, na vojaškem letališču in tudi pri izvajanju prognoze za letalski promet, civilni promet na Brniku, kjer je predstavnik Slovenske vojske eden izmed dežurnih, tako da dejansko upravljamo enake naloge. Je pa treba povedati, da je Agencija za okolje tudi uradno po zakonu, uradna meteorološka služba Slovenske vojske, ni vedno tako, v tujini imajo pogosto vojske svoje lastne meteorološke službe. Zelo sem vesel, da danes dobro sodelovanje še nadgrajujemo s podpisom dogovora in predvsem sem vesel, da bodo naši kolegi, tako predstavnik Slovenske vojske kot Agencija za okolje, lahko svoje delo upravljali v mnogo boljših in človeku prijaznejših pogojih, namreč zdaj je njihov prostor bivalni in službeni, če lahko tako rečem, pisarna in prostor za počitek, da ne govorimo o res majčkenih spalnicah, pač ni v skladu z današnjimi časi in civilizacijskimi osnovnimi pogoji. Pa seveda treba povedati, da delo na Kredarici ni tako klasično kot v dolini, ko po šihtu greš enostavno domov. Tukaj greš domov po šihtu, ampak to je po 10 dneh, če imaš srečo, to pomeni, če vreme je lepo. Rekordni periode menjave so tudi se zavlekle do 25 dni, nenapovedano, se pravi tudi kolegi si zelo težko planirajo privatno življenje, ker res ne veš, kdaj boš prišel nazaj v dolino. Predvsem bi rad poudaril, da v času podnebnih sprememb so ti dolgotrajni meteorološki nizi zlata vredni. Mi na osnovi dolgih nizov si pomagamo pri napovedovanju izkušnje, torej nizi pomagajo pri uporabi umetne inteligence za napovedovanje vremena in podnebja. In ta prostor, ravno zaradi svojega dolgega niza, ima to zgodovinsko moč in tudi zato, ali pa lahko rečem, da verjetno danes tukaj novega observatorija ne bi postavljali, predvsem želimo nadaljevati, ker nam je ta niz tako zlata vreden in bomo tudi zato nadaljevali s to našo zgodbo. Tudi nadgradili bomo meritve tukaj gor, merili bomo po novem tudi toplogredne pline in s tem se bomo postavili v bok drugim visokogorskim observatorijem, kot so nemški Zugspitze, avstrijski Zomblik ali pa švicarski Jungfraujoch. Niso pa seveda pomembne samo tukaj meritve, pomembno je tudi sprotno poznavanje razmer v visokogorju, pomembno je poznavanje, kaj se dogaja s snegom, pomembno je to tudi za področje namene zaščite in reševanja v gorah. Vse to bodo lahko še naprej omogočali novi prostori, kako bodo izgledali, bo predstavljeno malo kasneje. Moče samo par takih osnovnih podatkov, del projekte, obnova je del širšega kohezijskega projekta SOVIR, torej financiranega z evropskih sredstev po večini. Na javnem natečaju je za izvedbo gradbenih del najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Eltim, vrednost pogodbe je dobra 1 900 000 evrov. Direktor gospod Darko Perko je danes tudi z nami in bo pomagal pri postavitvi oziroma otvoritvi temeljnega kamna. Rok za izgradnjo je konec naslednjega leta, torej poskušali bomo loviti obe sezoni, ko bo gradnja tukaj možna. Nadzor nad izvedbo del bo izvajal gospod Andrej Sadej iz podjetja Preboj, ki je tudi danes med nami in ga tudi lepo pozdravljam. Začetek gradnje je pomemben mejnik v bogati zgodovini meteoroloških meritev na Kredarici in z novim objektom, pravzaprav meteorološkim opazovanjem, tukaj omogočamo prihodnost in to je res, kot sem že dejal, res pomembno v času, ko sta vreme in podnebje vse bolj v središču naše pozornosti. Hvala. V slavni bitki na slovenskem ozemlju iz konca 4. stoletja, bitki pri Mrzli reki, je ključno vlogo igralo vreme.
k zmagi vojske cesarja Teodozija naj bi močno pripomogla za te kraje značilna močna burja, ki je spreminjala let kopjem. Že tisočletja torej vojskovodje vedo, da je treba upoštevati vremenske okoliščine, seveda tudi danes, česar se zaveda tudi Slovenska vojska. Kot smo slišali, v Visokogorskem podnebnem observatoriju na Kredarici stalno delujejo tudi pripadniki Slovenske vojske, poleg tega vojska zagotavlja oskrbo in menjavo posadke v predvidoma 10-dnevnih ciklusih. Zato je zaradi izboljšanja delovnih pogojev tako za pripadnike Slovenske vojske, kot tudi za sodelavce Agencije za okolje, prenova podnebnega observatorija pravzaprav skupni projekt Ministrstva za obrambo in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Danes ju bo še tesneje povezal podpis dveh dokumentov, in sicer operativnega dogovora o sodelovanju pri obnovi podnebnega observatorija ter sporazuma o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za okolje in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zato prosim za nekaj besed oba ministra, najprej magistra Bojana Kumra. Spoštovani kolega minister Borut Sajovic, vodja predstavništva Jug Jerše, oba direktorja, predstavniki generalštaba, vojske in vsi ostali cenjeni gostje. Ne morem vam izraziti veselja, kakšno veselje je na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in pri meni v srcu, ko se ta projekt gre v realizacijo, ko smo se soočali lani z plani skupaj z Ministrstvom za obrambo in z obema direktorjama, da smo osnovali projekt, da smo ga uspešno prijavili in na koncu danes doživljamo v tednu, ki je pred nami, njegovo realizacijo. Na samem ministrstvu skupaj z Agencijo za okolje nenehno spremljamo stanje okolja. Na osnovi pridobljenih podatkov načrtujemo in izvajamo ukrepe. S temi ukrepi predvsem želimo izboljšati kakovost našega življenjskega prostora. Med ključnimi področji so seveda voda, zrak, raba energije, ravnanje z odpadki, varstvo narave, predvsem podnebne politike, trajnostna mobilnost in seveda čisti prehod za nam najboljšo možno prihodnost. Eden od osrednjih izzivov ostaja prilagajanje na podnebne spremembe. V Sloveniji bomo morali še naprej krepiti naravno zaščito pred poplavami, učinkovito upravljati vodne vire v času suš in poskrbeti za več zelenih površin v mestih. S tem ne ščitimo le okolja, hkrati skrbimo za višjo kakovost življenja in večjo odpornost družbe na vremensko pogojene motnje. Prenova podnebnega observatorija na Kredarici bo pomembno prispevala k boljšemu sistemu upravljanja in predvsem opozarjanja na vremenske ekstreme in k boljšemu obveščanju javnosti. Pomagala bo tudi pri ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, ki so praktično že tukaj. Vesel sem sodelovanja z Ministrstvom za obrambo, predvsem sodelovanje ni le samo dobra praksa, ampak je tudi osnova, na kateri gradimo medsebojne odnose, predvsem tiste odnose, ki krepijo odpornost slovenske družbe, odpornost na vremenske, predvsem izredne razmere. Projekt SOFIR bo omogočil najširši javnosti spremljanje izrednih sprememb vremena. Omogočil bo dostopnost do velikih količin odprtih podatkov, ti pa bodo dragoceni za osebno, strokovno in tudi gospodarsko rabo. Da bodo še posebej vremenski in hidrološki podatki ostali aktualni, bodo v projektu poskrbeli za nadgradnjo ne le podnebnega observatorija na Kredarici, temveč tudi merilne mreže na vodotokih, vremenskih merilnih mest ter radarskega centra na Lizci. Projekt je vsega skupaj vreden po novem 29 milijona evrov. Od tega bo več kot 21 milijona evrov prispevala Evropska unija. Skoraj 4 milijone prihaja iz nacionalnega proračuna. Preostanek pa bosta zagotovila Sklad za podnebne spremembe in proračun Agencije Republike Slovenije za okolje. Naj ob tej priložnosti zaželim uspešno izvedbo projekta do konca in čim večjo koristnost podatkov vseh deležnikov, vsem deležnikom, tako za posameznike, gospodarstvo, kot tudi za strokovno in širšo javnost. Hvala lepa.
Hvala ministru za okolje, podnebje in energijo. Zdaj dajemo besedo še ministru za obrambo, Borutu Sajovicu. Prijazen dober dan in pa dobrodošlica vsem v kraljestvu Kozoroga, Zlatoroga in pa na Jakobovi dediščini. Hvala lepa, minister, ker si z nami, direktor agencije, pomembno zgodbo v povezavi z vremenom upravlja tudi naš direktor Leon Bihin na upravi za zaščito in reševanje in pa seveda načelnik. Hvala lepa, ker braniš to visoko točko in ker si poskrbel za prevoz. Mimo grede, samo v soboto in nedeljo so posadke naših helikopterjev z namenom reševanja v gorah in pa prevozu medicinskih potreb letele kar 7-krat. Triglav s kraji v okolici je bil za nas od nekdaj pomemben, narodno zavedno, simbolno, domovinsko in zato je prav, da za te kraje, kamor so nekdaj vsako stvar prinesli na hrbtah, skrbimo tudi danes. Ta projekt kaže na to, da gledamo naprej, zato spoštovana predstavnica Jerneja Evropske komisije, hvala za vaše spodbude, pomoč pri financiranju in pa vaš projekt, da se včasih, ko so vremenske spremembe najbolj brutalne prav v naših krajih, zavedamo, da je tisto, kar se dogaja, treba spremljati, beležiti in se iz tega nekaj naučiti. V življenju ostanejo samo dejanja, besede se hitro pozabijo in tole vse skupaj, modernizacija, posodobitev, sodelovanje različnih struktur, različnih ministrstev je tisto, kar nas pelje naprej, da bomo za jutri bolje pripravljeni. Hvala lepa vsem meteorologom in pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske za garaško delo, ki se opravlja tukaj in pa iskrena hvala pihalcem za himno, rekel naš simbol, ki naj nas tu z dejanji, rezultatom in delom druži in povezuje. Prepričan sem, da bodo gradbinci opravili delo kvalitetno, skrbno in veselimo se popolne obnove. Hvala pa tudi predstavnicam in predstavnikom medijev, ki spremljate zgodbo, ki mogoče danes ni tako velika, ni tako imenitna, ampak ko bo urejena, pa bo z delom, dejanjem in pa namenom izjemnega pomena. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa k prvemu konkretnemu dejanju sledi podpis operativnega dogovora o sodelovanju pri obnovi. Spoštovana ministra, izvolita. Operativni dogovor za prenovo prostorov na Kredarici, ki ga podpisujeta ministra, je nadgrajen sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom pristojnim za okolje iz leta 2020. Takrat sta se ministrstvi že dogovorili glede medsebojnega sodelovanja pri izvajanju meteoroloških in lavinskih opazovanj in meritev na Kredarici. V dogovoru se Agencija za okolje zavezuje, da bo v okviru kohezijskega projekta Sovir prenovila in dogradila prostore na Kredarici, Slovenska vojska pa se zavezuje, da bo zagotovila helikopterske prevoze oseb in materijala za prenovo. Zaradi izjemne logistične zahtevnosti prenove je tako sodelovanje nujno. Minister, hvala za sodelovanje pa za preboj, ki ga na tem področju upravil v zadnjih 3 letih. Bravo. Hvala tebi tudi. Tako? Če smo zares pa zares. Evo, fotografi, povejte, ko lahko nadaljujemo.
Slišali smo, finančno kritje prenove prihaja iz projekta SOVIR, kar 85% sredstev pa prispeva Evropska unija. Veseli nas, da je z nami gospa Jerneja Jukirše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Veseli bomo, če nam namenite nekaj besed. Spoštovana ministra, spoštovani visoki gostje, čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Evropske komisije tukaj na idilični lokaciji. Vidimo, da se Evropska unija vedno bolj sooča s krizami, z vremenskimi ujmami in tudi Slovenija. Tako je postavljena, da se še vsi spomnimo vseh plav, požarov in vsega tega. In te naravne nesreče ne upoštevajo meja, zato vemo, da mora tudi Evropa tukaj sodelovati. In če omenim, verjamem, da skoraj vsakdo že pozna poročilo Marija Draghija in poročilo Enrika Lete. Ne vem pa, koliko ljudi pozna poročilo Saulja Ninistoja. In kaj to poročilo pravi? Pravi ravno to, da moramo biti pripravljeni na krize, ki prihajajo in da bomo znali ustrezno na to reagirati. In ravno pred 2 mesecema je Evropska komisija na podlagi tega poročila tudi predstavila našo unijo pripravljenosti oziroma strategijo EU za unijo pripravljenosti za preprečevanje nastajajočih groženj in kriz ter odzivanje nanje. Zelo dolgo ime, ampak to iz moje mladosti je to NNNP. Tako da... No, zato pa povem tako plastično, da bomo vedeli, kaj to pomeni. V glavnem, danes se reče Unija pripravljenosti. In en ključnih ciljev te Unije pripravljenosti je pa tudi krepitev zmogljivosti za predvidevanje in napovedovanje, da bomo krize in naravne nesreče lažje preprečili. In veseli me, da je SOVIR oziroma nadgradnja SOVIR-a eden od teh odgovorov. Vemo namreč, da pravočasne informacije lahko rešijo življenja in zmanjšajo škodo. Vsak evro, ki je vložen v preprečevanje in pripravljenost, lahko običajno vrne do 10 evrov preprečenih izgub in stroškov odzivanja. To pomeni, da so stroški neukrepanja veliko višji od stroškov ukrepanja. In vemo pa, da SOVIR ni le orodje za opozarjanje, ampak tudi za dolgoročno prilagajanje za podnebne spremembe, kot je minister že povedal. Na koncu pa, SOVIR ni le nacionalni, temveč evropski projekt. Slovenija bo z njim prispevala k večni odpornosti celi regiji. V ta namen smo slišali, bo kohezijski sklad ne dal le 11,5 milijonov, ampak še veliko več, kar je zelo, zelo dobrodošlo in da bo spodbujal prilagajanje podnebnim spremembam in tudi preprečevanju tveganja nesreč ter odpornosti. Bo pa ta projekt tudi krepil čezmejno povezljivost z evropskimi sistemi civilne zaščite in spomnimo se, da ko so krize, tudi evropski sistem eden od prvih pomaga. In prepričana sem, da bomo s tem projektom krepili evropsko solidarnost ter sodelovanje med državami članicami pri soočanju s skupnimi tveganji. Naj bo torej SOVIR dokaz, da znamo evropska sredstva spremeniti v konkretne in trajne koristi, ne le za Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi gospa Irena Brcko-Kogoj z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in jo prav tako prosimo za nagovor. Dober dan. Vsi so začeli s pozdravom velikih obeh ministrov, obeh generalnih direktorjev, en se je nekam skril, predstavnice Evropske komisije v Sloveniji in seveda tudi vam. In vojski in tako naprej. Kaj naj jaz povem o SOVIR-ju? Nič, kar so že vsi povedali. Rada bi povedala nekaj o tem, kako je Agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, sposobna koristiti sredstva, evropska sredstva za skupen namen. Kaj njem vsega skupno živali? Vsa njihova imena projektov imajo naziv po živalih. Ali z bobrom, ali pa v zadnjih obdobjih s ptičami, kot so SOVIR, kot je sinica in lastovka. Gospod Knez ve zelo dobro, o čem govorim, predvsem zaradi tega, ker je v vseh teh projektih z gospodom Slugo bil zelo, zelo zraven.
Ne bom več dolga, ampak izhodišče, dobro izhodišče je dala predstavnica Evropske komisije, gospa Jerneja. Govorila je o novem ukrepu Evropske komisije za krepitev. Ampak povem vam, Evropa ugotavlja, da ima Slovenija že zelo dober sistem, kajti z vsemi sinergijami, ki jih podajata tako Agencija za okolje in prostor, ARSO, kot Uprava za civilno zaščito s svojimi negradbenimi ukrepi in Direkcija za vode s svojimi gradbenimi ukrepi eno osnovno platformo, po kateri se sklicuje tudi Evropa in zgleduje kot sistem dobrega, usposobljenega sistema za krepitev podnebne odpornosti za naprej. Tako da najlepša hvala vsem, pa še nekaj. Gospa Jerneja je rekla, da upa, da bo, jaz vem, da bo. Izkušnje, ki so z agencijo, s tem upravičencem, pa da ne preskočim tudi uprave za civilno zaščito, po mojem, to so upravičenci, ki se držijo tistega, kar dobijo in kar se dogovorijo. Hvala. Hvala za res lepe besede. Današnji dogodek, predvsem prisotnost obeh ministrov, pa izkoriščamo še za podpis sporazuma o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za okolje in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organa v sestavi Ministrstva za obrambo. Z njim nadgrajujemo že obstoječe sodelovanje. Podpisala ga bosta generalna direktorja Jože Knez in Leon Behin. Lepo prosim, če pristopite. Sporazum o sodelovanju določa informacije, strokovno podporo in podatke, ki jih agencija zagotavlja upravi. Določa tudi podatke, ki jih uprava pošilja agenciji, vključno z dostopom do kontaktnih podatkov sil za zaščito in reševanje na lokalni ravni. V primeru najvišje stopnje ogroženosti zaradi naravnih pojavov bosta agencija in uprava sodelovali pri obveščanju javnosti in medijev. Sodelovali bosta tudi pri usposabljanju osebja. Sodelovanje je ena najlepših lastnosti ljudi in organizacij. Kako lepo je, če se to izvaja pod Triglavom, našim domom. Kaj ne, priložnost za zasedba Orkestra Slovenske vojske. In kakšen objekt bo stal na Kredarici, predvidoma konec leta 2026? Zasnovala ga je arhitektka Špela Videčnik iz biroja Office Arhitekti. Večina njihovih javnih, športnih, kulturnih, sakralnih in stanovanjskih objektov je rezultat zmag na tekmovanjih, vključno z mednarodno dokončano gradnjo študentskega naselja v Parizu in nogometnega stadiona Bate Arena v Belorusiji, hotela Interkontinental in soseske kvartet v Ljubljani. Posebno pozornost posvečajo objektom v alpskem svetu, kjer so na primer izgradili hotel Bohinj in Vilo Mur,
vhodni objekt v Sotesko Vintgar, za Arso pa nedavno obnovili čolnarno v Zaki ob Blejskem jezeru, ki jo bomo uradno otvorili jeseni. Poleg dela v biroju se arhitekti vključujejo tudi v akademske razprave, saj predavajo na različnih univerzah v tujini, vključno s Harvardom. Z njihovimi študenti so pred leti na Skuti postavili bivak in ravno te izkušnje in znanje so uporabili pri oblikovanju novega meteorološkega observatorija na Kredarici. Lepo prosim gospoda Janeza Martinčiča iz biroja Office Arhitekti, da nam podrobneje predstavi izdelek, ki ga bomo videli tukaj na projekciji. Gospod Janez pa sedi tam le v kotu. Rekonstrukcija alpskega kozolca v Bohinju, kjer smo naven nekako ohranjali videz, obstoječ videz, in pa notranjost prilagodili nekako sodobnemu življenju, sodobnim potrebam. Tako malo slik, da se vidi. To je obnova hotela v Bohinju. In pa naš zadnji projekt, ki je končan, sprav vstopna točka v Soteski Vintgar, ki je šlo tudi za neko rekonstrukcijo in pa posodabljanje. Kot že rečeno prej, sodelujemo z različnimi univerzami in Špela in Rok sta predavala tudi na Harvardu, kjer smo bili udeleženi delavnice. In sicer smo imeli delavnico o ekstremnem življenju v gorah. In smo skupaj s študenti iz Harvarda nekako študirali, kako postaviti, zgraditi, uporabljati samo funkcionalnost objekte v ekstremnih razmerah. In uspešno smo tudi postavili pred časom objekt pod Skuto. Se vidi, nekako tukaj smo vse preračunali na teže, koliko lahko helikopter nese, kako se to sestavlja, kakšne materiali, da bi to nekako spoštovali. In na podlagi teh izkušenj smo se tudi lotili projektiranja vremenske postaje Arso Kredarica. Je malo pokazal, to je tak render, pogled juga-vzhoda. To je tak model, ker se tudi vidi, da nekako v tlorisu ostaja vse enako in na obstoječo se postavi nov objekt. To je, objekt ima spodnjo klet, ker so tehnični prostori, zgornja klet so shrambe in pa tehnični prostori. V pritličju je nekako namenjeno delu, se pravi delu ene predstavnika Arsota in pa za enega vojaka, in pa v nadstropju spalni prostori. To je prerez, ker se vidi prvo klet, pritličje in pa nadstropje. Še drug prerez je bolj zanimiv, ker se vidi vse, se pravi spodnjo, zgornjo klet in pa pritličje nadstropje. To so fasade. In pa še zadnje vizualizacije. Hvala, najlepša hvala. Pojdimo mi še enkrat nazaj k zapisu profesorja Andreja Hočevarja. Po njegovi zaslugi vemo, kaj se je točno tu dogajalo v petek 24. decembra 1954. Tudi danes nič ne kuham. Kolikor moram, samoto preganjam s študijem. Danes sem študiral vse do poldne, da bi mi čim prej minil čas. Potem sem hotel igrati klarinet, pa ni šlo. Nekaj malega me boli trebuh in sem moral prenehati. Vzel sem Bojanovo kitaro, zložil popevko in pesmico za svojo žalostno usodo. Sam sem na svetu samotnih gora in občudujem ta svet, svet samote in sam. Danes je božični večer. Kako je bilo včasih veselo, tiha sreča v krogu domače družine. Danes pa je vse drugače. Sam v mrzli sobi, pri žareči peči, v kožuhu in skoraj zmrznjen. Spominjam se toplih večerov, pa je ne bo to doma
pri partiji šaha z očetom, pri pogovorih z materjo ali pa s prehodov z njo, ki sem v mislih vedno pri njej. Res lepi zapisi, kaj ne? In res lepo je, da se lahko zanje danes osebno zahvalimo njih avtorju. Med nami je namreč profesor dr. Andrej Hočevar, ki ga vabim, da stopi sem. Če bi se srečali čez en teden, bi mu čestitali za 94. rojstni dan. Zahvalili za vse njegovo delo na področju meteorologije, pa ne nazadnje tudi za to literarno delo, ki smo ga danes poslušali, kaj ne? Prosim ministra Kumra, če mu izročim zahvalno plaketo. Gospod profesor. Ja, hvala lepa. Čestitke. Hvala. In za tisti preboj leta 1954 spomine in vse podatke, ki ste jih ustvarili za našo družbo, za Slovenijo. In kot vidite, smo jih zelo dobro ohranili. Ja, v redu, hvala. Da ga še malce predstavimo profesorja Andreja Hočevarja. Na Kredarici je upravljal pionirsko delo, ki je zahtevalo veliko poguma, trden značaj in vzdržljivost. Včasih, ko se je podatke v Ljubljano pošiljalo s pomočjo telegrafa, uporabljali pa so Morsejevo abecedo. Bil je eden prvih slovenskih diplomantov meteorologije, nato dolgoletni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je o agrometeorologiji poučil generacije agronomov, gozdarjev in krajinskih arhitektov, o fiziki ozračja pa tudi številne meteorologe. Je soustanovitelj Slovenskega meteorološkega društva, od leta 2007 pa tudi zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Pa ste pripravili nekaj besed za nas, kaj ne? Ja, izvolite. Tako je. Spoštovani, v čast mi je, da sem lahko med vami pri začetku prenove Visokogorskega podnebnega observatorija na Kredarici. Dobro se še spominjam začetkov opazovanj na Kredarici na začetku zime 1954. Težave, ki smo jih imeli z opazovanji v neprijaznem vremenu, pri močnih vetrovih, zaledenitvah antene in tako dalje. Prav tako so bile tudi težave s poročanjem opazovanj. Na razpolago smo tedaj imeli le slab medvojni generator za polnjenje akumulatorjev, ki je pogosto nagajal in radio postajal za povezavo z telegrafskim centrom v Ljubljani. Vsi podatki so tedaj tekli le v šifrirani obliki s pomočjo Morsejeve abecede. Zelo pozorno smo spremljali večerna radijska poročila, da bi slišali, ali je bila depeša sprejeta in podatki objavljeni. Dan danes je vse drugače. Radijske postave in dostopi so povsem drugačni. Tehničnih sredstev za merjenje in opazovanje vremenskih podatkov je vse več in več. Če pomislimo le na avtomatske vremenske postaje, radarska in satelitska opazovanja in še. Vendar osebnih opazovanj v takih grobih naravnih planinskih razmerah ni mogoče ustrezno nadomestiti s tehničnimi sredstvi. Prav tako so v luči podnebnih sprememb nekateri dragoceni vremenski parametri na teh višinah merljivi le osebno. Zato sem vesel, da se bo po 70 letih, odkar smo začeli z opazovanji na Kredarici, naše delo tu nadaljevalo v še lepših prostorih in bolj zadovoljivih. Hvala lepa. Vrhunec današnje slovesnosti, kaj ne? No, še enega imamo in sicer nas čaka položitev temeljnega kamna za prenovo. Prenova, ki se bo začela v roku nekaj dni, je zaupana podjetju Elting d.o.o. Z nami je tudi njegov direktor Darko Perko, ki bo skupaj z ministroma odkril temeljni kamen. Zato bomo vsi skupaj stopili ven, za fotografi in snemalci, potem se pa le vrnite nazaj, ker nekaj diši iz kuhinje.
Mislim, da vsak za ene strani odgrne, pa ne premično, da na dol pali. Bomo videli, ste dal cementol noter. Še eno roko. Ta stena ostane? Ne. Tudi temeljni kamen se da vedno dol, se ga da potem nazaj gor. To nikoli. Tako nam bo strigla dol vzil. Samo smeti dol vozi. Zdaj pa vabimo nazaj. Gospod Aljaž je bil vizionar, njegovo dediščino je treba ohraniti, hkrati pa vzporedno s tem gledati naprej. Tudi take točke, ki zbirajo dragocene podatke, pomembne za krepitev obrambe, za civilno družbo, za zaščito in reševanje, zahtevajo posodobitve vlaganja. Smo država, regija, ki je z vremenskimi spremembami zelo obremenjena, zelo izpostavljena in temu se bomo uspešno prilagodili, zato da bomo skupaj varnejši. Kaj pa v praksi pomeni ta dogovor, ki ste ga danes podpisali z Arsom? Dogovor pomeni, da ima projekt evropsko sofinanciranje, financiranje, da v kratkem začnemo in naslednjem letu dokončamo. Prevoze bo upravljala Slovenska vojska helikopterske. Koliko bo tega, koliko materijala za prepeljati? Slišali ste gradbinca, da se bo tako ali drugače prepeljalo, preložilo okrog 900 ton materijala. Izjemna številka. Vedeti je treba, da na tej višini seveda so obremenitve helikopterjev drugačne. En velik, pomemben del prevozov bomo upravili Slovenske vojske. Jaz bi poprašal, zakaj je ta prenova tako pomembna? Dejali ste že v vašem nagovoru. Slovenija, za razliko od sosednjih držav, pa tudi ne samo sosednjih držav, tudi ostalih držav članic Evropske unije, uživa izredni privilegij, hkrati pa tudi renome za vse podatke, ki se zbirajo ne samo na naših računalnikih. Naši računalniki dostikrat posredujejo podatke tudi ostalim državam članicam, zato da lahko boljše skupaj napovemo dogodke, ki sledijo. Projekt SOVIR oziroma nadgradnja projekta je izredno pomemben, ker bo beležil 70-letno zgodovino podatkov. Podatki so tako dobro zbrani, kar nam tudi ostali ves čas pohvalno pritrjujejo, da niso to samo goli podatki, ampak so podatki, ki so plemeniti z informacijami, oziroma še več, to so parametri. Niz podatkov, ki smo jih uspeli zbrati in jih imamo zbrane na naših računalnikih, bodo zdaj obdelani z umetno inteligenco, bodo obdelani z superračunalnikom, ki so v naših serverjih in hkrati bodo hitreje, bolj učinkovito, bolj daleč od naprej zaznali izredne spremembe, ki se mogoče okoli nas ali pa prav na našem teritoriju dogajajo. Tako da projekt, glede na to, da je Slovenija dvakrat bolj obremenjena v povprečju kot Evropska unija, je izrednega pomena, ker vsak evro, ki ga vložimo v preprečevanje podnebnih sprememb, pomeni 10-kratno vrnitev lahko za preprečevanje škode. Arso je tukaj v regiji daleč najboljša ustanova, kar se tiče napovedovanja vremenskih neprilik. Sam pa kot pristojen minister z hvaležnostjo ugotavljam, da je tovrstne institucije treba krepiti.